Letos obiskujem kongres coachev in mentorjev, že ni prvič, že nekajkrat sem obiskala, ampak danes zame je velika čast, da ni samo, da sem bila kot udeleženka, ampak tudi, da sem danes intervjuirala ljudi, torej naredila z njimi mini podcasti. In moje delo, moje poslanstvo, da malo pomagam razkriti ljudi, pokazati njihovo osebnost. In ko sem vprašala vsakega človeka, s katerim sem pogovarjala, neka osebna vprašanja, seveda niti kakšna preveč privatna, ampak bolj o človeku, ob osebi. In zame to je bilo tako dobro, ko človek se je razkril, pokazal svoje neke veščine, neko svojo zgodbo življenjsko povedal. To je bilo res zame velika čast in sem počaščena, da ljudi so mi zaupali in povedali svoje zgodbe. Danes tukaj je bilo tako toplo, taka energija, ljudi so se družili med seboj. In občasno, ko me vprašajo, na kak način lahko začneš družiti na takih dogodkih, pa kak pa prvi korak, stopiš k nekomu, ko ga ne poznaš in vprašaš nekaj. In danes so rekli zelo dobri odgovori, da prvo je dobro, če več pogovarjaš ni sam, ampak več vprašaš ljudi o njihovi dejavnosti, o njihovih nekih veščinah, lastnosti, o tem mogoče vprašaš, kako jaz ti lahko bom koristen, ali kako ti lahko pomagam, kako te lahko podprem. Ker velika napaka je taka, da na takih dogodkih preveč govorimo o sebi. Drugače, če začnemo poslušati, če začnemo vprašati ljudi in imeti iskreni interes, to nam zelo pomaga in podpira pri takih dogodkih. Kako si lahko začneš graditi svoj networking ali vsaj pogovarjati z nekom sosedom na takem dogodku? Ja, vsekakor je tisto prvo pravilo, ko prideš v neko skupino, pozdraviš nekoga, pogledaš ga v oči, pravila, neke bazične komunikacije in potem se enostavno začneš pogovarjati, malo ga vprašaš, če se predstaviš, kdo si, kaj pa vi počnete, skratka se začeti pogovarjati. Tako da Slovencem to ni ravno v krvi, še ne, bom tako rekla, in k temu jih tudi vedno na teh dogodkih spodbujamo. Tudi danes, recimo, ko dogodek poteka po omizjih, jih tudi spodbujamo, da zamenjajo omizje, da ne sedijo ves čas konference z istimi ljudmi, ampak da v bistvu malo krožijo in spoznajo nove ljudi. Tako si gradimo in bogatimo svoj socialni kapital, ki je v današnjem svetu, bom rekla, eden izmed pomembnejših kapitalov, ki jih lahko razvijemo. Je bila zelo topla atmosfera, dobri pogovori in zame res to je bila dobra izkušnja. Sem tudi spomnila, ni slučajno, ko sem ravno začela se ukvarjati s takimi dogodki in s videoposnetki, mene je podprla na začetku Meta Grošelj. Ko sem njej napisala in predlagala narediti podcast, Meta je popularna oseba, jaz sem takrat ravno začela in ona mi je rekla, seveda, ni problem, bom te podprla, bom te pomagala. Bi želela še enkrat ti zahvaliti, da takrat, ko sem začela snemati videe, samo ti, ravno ti si me podprla in ko sem te vprašala, ali lahko narediva podcast, si rekla, seveda, lahko ti pomagam pri tem, torej podprem. Ti si vedno bila taka, da podpiraš ljudi pri začetku? Ja, glej, Nadja, nikoli ne bom pozabila ljudi in jih imam tukaj v srcu in tudi v telefonu in vedno pripravljena bi se vrniti nazaj prijaznost in pa podporo, ki sem jo sama prejela. Če ne bi bilo mentorjev v mojem življenju, če ne bi bilo coachov, če ne bi bilo vodij, ki so verjeli vame, ki so podpirali moja prizadevanja, ki so mi stali ob strani, me poslušali, me bodrili, me motivirali, vztrajali, v bistvu verjeli vame, tudi takrat, ko jaz nisem verjela vase, potem danes ne bi bila tukaj, kjer sem. In jaz verjamem, da je treba vedno vrniti. Torej, če ti pride na pot nekdo, ki si želi iti na eno pot in vidi tebe kot nekoga, ki mu lahko mogoče pokažeš neko usmeritev tukaj ali pa dati pač eno popotnico lepo, in dober dan v končni fazi, potem skoči na to priložnost. In sem ji zelo hvaležna za ta izkušnjo. In evo, danes sem že pridobila izkušnje, pa imam možnost dela, strokovnega dela na takih dogodkih. Zahvaljujem se še Nadji. Nadja, kako sem že... Belaj da snima. Zahvaljujem še za Nadjo. Čem pa je moja prednost, na kak način jaz to lahko naredim, da prvo probam posneti ljudi z najboljšega vidika, kak lepo paše, drugo pa
da vprašam individualna, popolnoma individualna vprašanja. I like philosophical questions. To pa je vprašanje. Jaz imam rada taka vprašanja. Zelo dobro vprašanje. In taki backstage, to je, mislim, da je moja taka prednost. Zato hvala za zaupanje in hvala za organizacijo današnjega kongresa.